Živijo Mateja. Živijo. Mesec pri nas zaključujejo spletke in seveda, kaj je torej najbolj odmevalo na naših družbenih omrežjih? Ja, prav gotovo intervju naše otroške poročevalke z norveškima dvojčkoma M&M. Na YouTubeu ima že več kot 42.000 ogledov, poleg slavnih pa so vam po številu ogledov zelo blizu očitno tudi zgodbe vaših vrstnikov. Največkrat ste tako kliknili na zgodbo o pretežkih Zasavcih, pa portreta plesalke Lije in avtista Dominika. Dominikova zgodba je bila sicer največkrat deljena na našem Facebooku, kaj pa se je dogajalo na Snapchatu pa na Instiču? Zaupali ste nam barve in številke, ki vam prinašajo srečo, pa da so vaše najljubše predvsem knjige tujih avtorjev. Sicer pa ste se na Snapchatu, na dan otroškega parlamenta, razgovorili o spremembah, ki si jih želite v šoli. Recimo, da bi imeli boljše malice, več telovadbe, daljše odmore in tablične računalnike. Torej, mladim poleg športa ogromno pomeni tudi tehnologija. Ja, in prav zato sem obiskala skupinski LAN party v Radovljici. LAN party je sicer zabava, na kateri se igralci računalniških iger povežejo prek lokalnega omrežja in tekmujejo. No, ta zabava pa je bila začinjena še s športom. V Radovljici se torej pripravljajo na Team LAN party, na katerem se bodo mladi lahko pomerili v 6 posebnih disciplinah, ki vključujejo tako šport kot igranje videoiger. Ja, mladim bi radi pokazali, kako se združi lahko tehnologijo in šport in zabavo. Na Team LAN partiju se mladi zabavajo tudi z arkadnim plesom. Seveda ne manjka niti klasičen LAN party, pri katerem gre za to, da dva tekmovalca tekmujeta v igranju računalniških iger. Z mano pa je Janez, živijo. Živijo, živijo. Janez je razvil eno od iger, ki jo vidimo na tej zabavi, in sicer interaktivno kolesarsko igro, a ne? Tako je, tako je. Pri interaktivni kolesarski igri Simak z našo dejavnostjo kolesarimo po virtualno izdelanih pokrajinah. Mlade spodbujamo k gibanju, skrbimo za njihovo zdravje, dobro počutje, ob tem pa jih še motiviramo. A si motiviran? Ful!